Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, prav lepo pozdravljeni v Zajtrku par Andreji. Tokrat je v naši družbi legenda slovenske zabavne glasbe. Svoje posnetke je naredil že pri 12 letih, pri 15 pa zmagal na slovenski popevki, do danes pa je samostojno izdal že 39 albumov. Na odru ga lahko spremljamo že pol stoletja. Ampak ne moramo mimo njegovih zimzelenov, kot so Mati budiva prijatelja, Vrača se pomlad, pa seveda nepozabnih 30 let. To je bilo dekle črnih las in begavih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj. Zdaj le spomin na njene oči še živi. Hvala lepa Maticu Marentiču, glasbeniku, kitaristu, ki nas je popeljal v pesem. Zdaj sem prepričana, da veste, kdo je naš gost. Matic je ravnokar izdal svoj nov video Srčni kralj in tole je bila srčna interpretacija 30 let. In v studiu lepo pozdravljam in sem počaščena, da je v naši družbi Oto Pestner. Dobro jutro vsem zbranim. Hvala tebi, Andreja, za povabilo. To so take redke, lepe priložnosti pravzaprav, da se pojavimo glasbeniki na takih sproščenih oddajah. In najbolj mi je všeč to, da sploh ne vem, kaj me čaka. In to je meni super. Ja, s tem sva začela, no, malo namiga se je videli, ker smo trenirali zjutraj. A lahko se ustavljamo kar pri 30 letih? Ta pesem v bistvu te spremlja kar, v bistvu lahko rečemo, od začetka. Veliko več kot 30 let. Ok, 31 let. In sicer nastala je po drugi svetovni vojni, ni bilo mišljeno takoj zate po naključju, je prišla v tvoje, da jo zapoješ ti. Šel si z njo na slovensko popevko in z očetom ste šla, nisi pričakoval, da bo zmagal. Ste šla avtočko vmes igrat, ne? Tam pri 15 letih. Ja, nekaj v tem stilu je bilo odzun ta Luna Park, ne? Popularen v tistih časih pred Halo Tivoli. In brezbrižno smo šli ven, pauza je bila 20 minut, cirka tam nekje planirana. Pa jaz sem si mislil, vse to, tele moji starejši kolegi so itak toliko verzirani, to bodo nagrade kar padale kot dež, ne. No, na kar je prišlo do panike, ne, kje je Oto, ne. No, pa so naj odkrili, ravno pri teh avtomobilskih, hiter peta noter, neki si dobu. Pač ni točno vedel povedati kaj, ne. Ok, no, pa je bilo tisti neki, bila pa prva nagrada publike, ne. In v bistvu, kaj ta pesem ti predstavlja, ker te spremlja tako poseben pečat ima, ne? Ja, lej, vsak ima recimo neko pesem v karieri, ki ga kar nekako zaznamuje, ne, hote ali pa ne hote. Zdaj, ker si že na hitro opisala zgodovino te skladbe, kako je sploh nastala, se mi zdi pa, da je razlog tudi v tem, da je veliko melodij tistega časa iz Festivala Slovenska popevka so bile pisane na en tak ameriški evergreen način, se pravi bogate harmonije, odličen tekst, tudi melodija, ki je sicer zapomljiva, ampak ni pa čist lahka, ne. Ta pesem je imela pa nekaj drugače, je imela pa zelo lahkotno melodijo, ki je bila poslušljiva, takoj ti gre v uho. In bila je takrat tistega leta edina tega tipa potem na festivalu, ne. Potem nov glas, pa tako naprej in verjetno je to ta seštevek je dalo pol tisto, da so se ljudje odločili za to pesem, pa za mene. Če se še mogoče malo dotaknemo zgodovine, najprej sta bila skupaj z očetom, potem so se rahel krajši čas skupina Pepel in kri. Vzporedno začne solo kariero leta 68, istočasno, ko v bistvu začne nastopati tudi New Swing kvartet, katerem se priključiš potem v drugi polovici 70 let. Drži.
Pa tudi New Swing kvartet ima recimo danes 45 CD-jev, vi ste vmes sodelovali, prekinili sodelovanje, šli nazaj skupaj. Kaj pomeni sodelovati z neko skupino tako dolgo, v bistvu New Swing kvartet znana, uspešna skupina, pol življenja skoraj v bistvu ste skupaj ustvarjali? Ja, to je en tak redek primer, da sta pri meni šle vzporedno dve karieri. No, še v bistvu se to zdaj spet ponavlja, ne, ker smo se reaktivirali. Ne vem, gre samo za to, da je to muzika, ki jo imaš recimo zelo rad. Jaz sem se v to muziko, se pravi v gospel, tudi spotoma zaljubil, ne? Ker ko začneš to delati, poslušaš potem tudi jasno tiste mojstre, velikane, pa tiste skupine, od katerih ta muzika izvira. Ne nazadnje smo imeli potem tudi eno mojih najlepših turnej nasploh v Ameriki leta 1993, kjer smo pač to pa spoznali v živo, takole na par metrov. Ne? In nikoli nisem pomislil, a ta kariera zdaj ovira tisto drugo, ali pa ta druga ovira tisto prvo. To je enostavno laufali in ljudje so se tudi tega navadili takrat. Ne? In so rekli, no, ja, super, fajn koncert si imel danes. Ti kaj pa bo kaj z New Swingom, kaj pripravljate? Ne? Da si takoj moral vedeti. Ne? Ja, z New Swingom bomo imeli pa drug teden, ne, recimo nekaj, tako naprej. Tako je to šlo leta in leta naprej in evo, danes smo spet vsi skupaj veseli in srečni, da nam je to uspelo in da lahko pripravljamo koncerte, ki so pred durmi in tako naprej. Pa katera pa tista pesem, ki jo pa recimo ti najrajše zapoješ? Ja. Mava Mati bodiva prijatelja? Ja, to je ena, lahko pa danes rečem, najlepša vseh časov, ki je pač nastala pod mojstrskim peresom Jožeta Privška, Dušana Velika Vrha kot tekstopisca in spet Jožeta kot aranžerja, ker se je izkazalo, da smo imeli Slovenci svetovno priznane mojstre zabavne glasbe za naš čas in težko, da bomo do njih na ta način še kaj prišli. In kot vemo, je zdaj produkcija, vse to, kar se dela po svetu, zelo, zelo drugačna. Jaz včasih v šali rečem, danes imamo pesmi brez začetka pa brez konca. Ne. Začne se, ko ne veš, kako se začne in se neha, ko najmanj misliš, da se neha. Ne. Ampak to je danes popularno in to je danes taka je produkcija in imeli smo prijetno priložnost to že včeraj videti tudi na prvem predizboru Evrovizije. Ne. Je bilo kar polovica skladb na ta način narejenih. Zdaj, ko se malo pogovarjava o glasbi, se dotaknemo, omenila sva že tujino. Ko sva se pogovarjala, si rekel, nastopil so že povsod, razen na Antarktiki, v Afriki in Avstraliji. To nama še manjka, ampak to boš ti hiter. A bomo podelali. Ja. Ampak trenutno se podajaš na tuje tržišče, to se pravi avstrijski trg, nemški. No, se pravim, jaz tam nisem taka neznanka več, ker že odprej, tudi leta 1985 sem še imel eno tretjo pot, začetek tretje poti. To je bil začetek sodelovanja z našo najboljšo narodno zabavno skupino Alpski kvintet in sem postal njihov reden član in seveda tam se je po večini igralo Avstrija, Nemčija, Švica. Tako da potem so me jasno tudi ljudje čez leta spoznavali. Tako da zdaj, ko se trudim tudi vračati kot solist na ta področja, ni tako težko po svoje, ker že malo nekaj več vejo o meni in lažje sprejemajo tudi, kaj se jim odločitve za takšen in takšen nastop. Tako da si obetamo na jesen kar veliko tega dela. Imava pa Metulje, zadnji album. Ja. V bistvu je dvojni, praviš, da je posvečen tvoji družini, ženi Maji, glasbenici tudi, šolarkama, dvojčice imaš, Evo in Ano in Nelo. Ja. Tako, obiskujeta tretji razred, igrata klavir. Tvoja žena je profesorica violina, to se pravi cela glasbena družina ste. Zraven še Metulji in imava tudi zdajle v Križankah konec meseca 29. in 30. maja, torek in sredo. Dva v bistvu koncerta. Dva velika nastopa. Ja, moram zdaj malo za naše prijatelje dodati en popravek. Smo v Križankah, vsekakor, oba dneva, vendar bosta koncerta v preddverju Križank, v tistem prostoru, ki je nekoliko manjši od onega velikega, to pa zato, ker v bistvu so še vedno problemi za streho, ki jo delajo, pač in se jim je nekaj zapletlo, tako da ne morejo tega dokončati do tistega roka. Zato bo ne samo naši koncerti, pa tudi kakšna večina ostalih, ki jih imajo planiranih za to poletje, nekam bolj prestavljeno na druge lokacije. Skratka, New Swingovih 50 let
Oto Pestner 50 let, pa ostanemo v predverju Križank, tako da vljudno vabljeni, kajti lahko vam pojemo cel dan, če je treba. Ampak mi smo rekli, da si eden od redkih glasbenikov, ne da imamo to čas, da imamo danes enega najboljših vokalistov, ampak zjutraj, za razliko od nekaterih glasbenikov, nimaš nobenih težav z glasilkami. In ti si rekel, da nas boš na ta koncert, ki ga imaš, povabil kar tako, da nam boš zapel Metulja. Ker jaz imam že mikrofon. Ja, lej, ni problem, z veseljem to naredim. Ja, smo mi za, ne? Ok, pa dajmo, ne? Prosimo, hvala. Iz daljave v dan, ki je še zaspan, prileteli so 3 metulji. So prinesli mi morja radosti, čar resnice so postavili mi pred oči. Čakal sem iz dneva v dan, da k meni prileti in pokažejo mi, kaj je čas življenja. Nič več ne hitim, vem, zakaj živim, saj me to uči moji metulji. Zdaj več nisem sam, saj vse 3 imam, nagajivi so moji metulji. Krila jih neso, daleč nad zemljo, mi z neba sporočajo, živeti je lepo. Pa nedolžna malčka včasih nesigurna sta, mamica pa vodi ju na prava pota. Ko pa dan zaspi, gnezdo grejo vsi, jaz rad imam vse 3 moji metulji. Hey! Dva nedolžna malčka včasih nesigurna sta, mamica pa vodi ju na prava pota. Ko pa dan zaspi, gnezdo grejo vsi, jaz rad imam vse 3 moji metulji. Ko pa dan zaspi, gnezdo grejo vsi, jaz rad imam vse 3 moji metulji. Hvala lepa. To je bilo pa čudovito in glasilke v bistvu res nič ti ne nagaja zjutraj. A? Ti si rekel, če do tebe bodo naknadno še dodatno mogli glasilke. Ubiti. To je bil en tak, ja, lej, dobro si poskrbela zame, ne? Govorimo o kavi. Tako da, lej. Zajtrk smo tudi imeli. No, tam še čaka, se ni problem, ja, noben je odnesel stran. Deva se Oto še malo dotakniti. V tujini sodeluješ tudi v akciji Passion Sea, v kateri gre za reševanje morja. S tem namenom je nastala tudi pesem Save the Sea. Sodeluje več svetovno znanih imen. Mogoče kaj v tej akciji malo več rečeva? Lahko, ja, z veseljem. Passion Sea je ena organizacija, ki je na svetu že kar nekaj let vodijo gospa Helga Piaget iz Monaka in ki je dala pobudo pred 2 letoma in pol, se mi zdi, da bo že kar mimo, da bi se naredila ena pesem na način, kot so delali Band Aids, recimo tisto svojo USA for Africa ali pa kaj podobnega, ne? In ker imam v tujini, se pravi v Kanadi, kolega Slovenca, gospoda Mirana Vambergerja, je on to pobudo prevzel in organiziral pač vse potrebno. Jaz sem napisal skladbo, ki je bila sprejeta na mojo srečo in zdaj pač sicer že kar dolgo poteka akcija
bi rekel, nabora teh solistov, ki bi se pridružili tej akciji in zapeli. Vsekakor je pa tukaj v poslovnem svetu vedno ena stvar, ki je zelo pomembna, denar. Ta denar je treba dobiti, ta denar je treba organizirati, menadžerji so neizprosni za svoje varovance in ko bo to nekako skozi ta proces na koncu urejeno, se bomo spravili v studio in posneli in upam, da bomo prodali v par milijonih, bi rekel, kopij to pesem. Želimo lepo popotnico temu projektu, da Hvala. uspe. Pa se dotaknemo, v bistvu tvoj delovnik je zelo poln, tudi ko sva se midva prej dogovarjala, se srečava, sva uskladila termin, ampak kaj vse recimo čez dan počneš, ker ti imaš tega kar veliko, ne? Ja, najbolj standardno popoldne je tako, da grem po svoji punci v šolo, nekje ob 1:30, nekaj takega, in jo prevzamem in če tisto popoldne ni nič posebnega, pač smo skupaj do večera, ko se nam mami pridruži. A ne? In takrat jasno, šolske obveznosti, pregledati to, ono, tretje, ne? Kakorkoli že, malo tudi je treba ven iti na zrak, zdaj sploh, ko je tako lep vreme. Drugače pa jasno, vmes, če pride kaj takšnega popoldanskega strani medijev ali pa organizacij ali pa samih nastopov, da se pojavijo že prej, se pač treba malo prej organizirati za varstvo ali kakorkoli, ali je to v bližini ali je to daleč. Vse take stvari pridejo v upoštev, ne. Se pravi, kar življenjske. Ja, tako. In kaj je tisto, kar te ohranja mladega, je zdaj družina in glasba in petje? Ja, oboje je v bistvu povezano tako z eno z drugim, ne, da ne moreš ločiti pa reči, ta je bolj, to je tako, ne. Oboje povezuje, seveda, in daje ti veliko nalog, ki jih je treba dobesedno izpolniti in je treba biti zelo, zelo, bi rekel, korekten do vsega. Se pravim, jaz sem tudi samo človek in včasih mi stvari bolj ratajo, včasih manj. Tako da trudim se in upam, da bodo še, kar se tiče poslovnega dela, vsega tega zadeve obrodile z dobrimi sadovi, kar se pa družine tiče, pa ravno tako. Ko se pogovarjava, recimo, je v bistvu ni tako z lahkoto pride do tebe, pa da te gostimo danes v naši oddaji, sem zelo vesela. Hvala. Ampak tudi ti si imel željo, da spoznaš in se srečaš s tvojim vzornikom in to je bil Paul McCartney. Srečala sta se pred 2 letoma. Ja, drži. In ko te je zagledal, je rekel, tu sicer na ključi, oba sta nastopala, ne? Ja, isti dan vsak, pač jaz sem bil z Alpskim kvintetom. Celo povabil te je, ne? Potem Ja, v ker je bila prostor. cela zgodba je bila zelo taka, ker je bilo premalo teh 25 minut, koliko imamo na razpolago, da bi vse povedal. Skratka, ko je prišlo pač po dobrih 2 letih do tega, da se lahko vidva v resnici, ne, je prišlo tako, da smo imeli Alpski kvintet v Münchnu svoj koncert, oni pa tudi svojega, ne, v Münchnu. In potem, ko je sam Paul se okorajžil, bom rekel, in napisal svoj edini osebni mail do zdaj, da je pisalo, da naj jaz pridem pač s tistimi mojimi prijatelji, koliko nas je na koncert, da bo on osebno poskrbel za vstopnice, ne. Sem takoj urno napisal nazaj, da to ne bo šlo, ker tudi mi igramo, ne, in potem je prišlo do meet and greet srečanja. To pa je ponavadi vedno uro ali pa 2 uri pred samim koncertom. In potem smo prišli tja, malo sva čakala s kolegom Erniejem Mendilom, ki je tudi šef skupine The Beatles Tribute Band pri nas. In potem pa sva bila zadnja povabljena gosta, sva prišla tja, no in jasno, on se je že pripravljal na koncert, je bil že oblečen, tako kot tako, ni mi bilo kaj več, 20 minut je še bilo do koncerta. Pogledal me je, pa je rekel, Otto, is that right, ne? Sem rekel, ja, in potem me je objel, tako kot starega prijatelja, in rekel, pri nas to vse tako dolgo traja, rekel, ne zamerite, ampak evo, zdaj smo pa tle, no, da nam zdaj govoril na dolgo in široko, v glavnem, govorila sva dobrih 15 minut, potem sva si zaželela vsak vse naj, dobro špilite, vi tudi dobro špilite, pa smo šli, to je to. Se pravi, se je pogovarjal s tabo, potem pa je šel na oder. Tako je, direktno, ja. Pogovarjali smo se še kakšno zgodbo, ki ti je zaznamovala tvojo kariero in to, in ti si rekel, tu bom pa jaz spontano, bova midva videla, ko klepetala in tako. In je zdaj prišel kakšen preblisk vmes, preden bova čisto na zaključek šla, eno presenečenje imamo še na koncu. Skratka, če kakor toliko premišljujem gor ali pa dol, ne, o vsem tem, jaz sem se veliko o muziki v živo ravno naučil iz tele naše New Swingerske turneje iz leta 1993 v Ameriki. Smo bili pač 45 dni
v samih teh baptističnih cerkvah smo peli, ki smo spoznavali zbore, soliste, take in drugačne doživeli, mašo v živo, ko so ljudem pene na ustah prihajale, ko so se metali po tleh, oh Jesus, pa tako naprej, vsega je bilo za videti in to je nepozabno, ne? Čeprav je veliko igre vmes, nekaj tudi realnosti, vsega je bilo po malem. Potem smo nastopili z bendom, ki je spremljal Elvisa, recimo takrat, ampak ne tisti, ki zdaj prihajajo k nam, ampak resnično orang bendi so bili, ki so po cerkvah igrali, njegov pianist, ne vem, kitarist, vsega je bilo. Tako da smo se z njimi spoznali, veliko prijateljstvo se je navezalo, bili smo tudi v hiši prvih sosedov Elvisa Presleya, recimo v Memphisu, kjer je Elvis imel 2 sošolca, se pravi, eden od njegovih sošolcev je organiziral takrat za New Swing tudi 2 koncerta ravno tam, da smo nastopali in seveda zvečer je bil meeting, ne, orgle so igrale, mi smo peli, tako je rekel, gospod je rekel, joj, kako bi zdaj Elvis užival, da bi bil z nami, ne. Tako naprej, take zgodbe. In imamo za zaključek, dajva se dotaknem, če v Sloveniji pravimo, da imamo 2 vokala, za katere slišimo, da sta tako najlepša, najbolj močna. Eden si ti in kot sem tebe vprašala, kdo je tebi najljubši ali pa najbolj profesionalno tudi pevec v smislu samega vokala, si rekel Omar Naber. Ja, drži. In Omar se nam je danes pridružil. In Omar ni tukaj po naključju. To je tisti del, ki smo ti ga malo zamolčali, ko sta pila kavo in bi jaz zdaj Omarja povabila, da se nam pridruži. Kajti vidva imata, Omar, pridi, vidva imata tudi eno pesem skupaj. Ja, imavajo, res, to drži. Tudi izšla je na istem CD-ju, kot so šli Metulji, ne. Tako da ja, on je moj gost gor, on jo je sicer tudi napisal in mi jo je že predlagal par let poprej na enem srečanju, ki sva bila v Celju, mislim, da je bil Noč Modrijanov ali nekaj podobnega, ne. Pa si mi jo malo zaigral, sem rekel, tole moramo vidva skupaj posneti in tole bomo poslali tudi Paulu McCartneyju med ostalim, ne. Tako da tudi to pesem, če še zdaj ne veš, imajo fantje v Londonu. No, me zelo veseli. Tako da, lej, tudi jaz sem ti presenečenje pripravil. Skratka. Ampak, ko boš ko sem imela Omarja v zajtrku, takrat še ni mogel zjutraj peti, ampak danes je pa rekel za to priložnost, pa bo tebi zapel. Čeprav je jutro. Je tako? Seveda. You right there, take a break, take a walk, don't upset anyone with your plan, and don't you talk, and don't make no mistake, it's a big bite to take, it's a mess, it's no cake, take a deep breath, you're a runaway again. Oh yeah. Hey, go and run, run and keep your head down. Don't let go what you've been on for so long. Well, go and never rest, and let God do the rest. We all feel for you, we hope you get the best. One more time, come on, yeah, yeah. Hey, go and run, run and keep your head down. Don't let go what you've been on for so long. I know. Go and never rest, and let God do the rest. We all feel for you, we hope you get the best. Please get there fast. Oh, please get there fast. Hvala lepa, Omar. Nikaj, z največjim veseljem. Hvala lepa, Oto. To je bil tako lep zaključek zajtrka. V bistvu smo rekli, da je danes glasbeni zajtrk pri Andreji. Hvala lepa za tako popestrito energijo. Tako da hvala lepa tudi za to, da sem imela čast imeti v studiu tako fajn, prijetnega gosta in da sta tale prostor napolnila zvoki, ki mislim, da jih še napomnimo. Jaz pa pravim tako hvala za povabilo.
prosim, da vsak, ki bo povabljen k Andreji, da pride, ker se bo imel odlično. Mark my words. Čau. Hvala lepa in hvala vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost. Do prihodnjega zajtrka po Andreji pa vam želim srečno.